V okviru projekta KRU smo pravzaprav postavili eno prvo naše večje eksperimentalno omrežje, ki temelji na uporabi naše lastne senzorske platforme, imenovane Vesna, ki je popolnoma modularne sestave in dejansko lahko nadgrajujemo z različnimi recimo ploščicami glede na potrebo za različne aplikacije. V okviru projekta KRU smo zasledovali oziroma smo se osredotočili na problem, ki izhaja prav iz tega, da imamo vsi ljudje dejansko vedno več nekih brezžičnih oziroma brezžičnih terminalov. Ti terminali seveda, če želimo, da nam omogočajo neke storitve, neko povezljivost, uporabljajo radijski spekter, ki je zaradi tega postal nekako še bolj omejena dobrina, kot smo se že prej zavedali, da je. V okviru tega projekta je bil namen prav postaviti to eksperimentalno omrežje, v katerem lahko zdaj spremljamo oziroma zaznavamo zasedenost radijskega spektra na določenem področju v določenem času in na osnovi teh meritev potem izvajamo eksperimente na področju tako imenovanega kognitivnega radia in kognitivnih radijskih omrežij. Sama ideja tu je, da bi naprave, se pravi naše naprave, ki jih imamo, postale sposobne uporabljati neki radijski spekter na ta način, da v bistvu druge uporabnike ne motijo pri njihovi komunikaciji, brez da bi ta radijski spekter bil namenoma dodeljen določenemu ponudniku storitve. Smo pa pridobili zdaj nekako projekt, ki bo vsebinsko nadaljeval to delo. Tu gre pa predvsem za to, da se bojo omrežja lahko samodejno prilagajala spremembam v okolju. Na ta način bomo lahko dejansko bistveno izboljšali izkoriščenost radijskega spektra, kar je pa seveda dandanes bistvenega pomena, ker več kot imamo raznih naprav in še z pojavom koncepta interneta stvari, bo na ta način brezžično povezanih naprav še vedno več, bistveno več. Tako da v bistvu moramo zagotoviti zadostno prenosno zmogljivost omejenega radijskega spektra. Naše eksperimentalno omrežje, ki smo ga postavili najprej v Logatcu in potem kasneje eno gručo tudi na Inštitutu Jožefa Stefana, nekako sestoji iz, se pravi ponovno osnova samega senzorskega vozlišča, ki ga kakršno uporabljamo, je zopet Vesna, se pravi naša senzorska platforma Vesna. Dejansko gre za senzorsko omrežje, na katerem pa lahko na daljavo na senzorje nekako skonfiguriramo določen eksperiment in ga potem na daljavo tudi zaženemo in seveda zopet na daljavo, se pravi vse to preko ustreznega spletnega vmesnika, tudi zbiramo podatke, katere lahko potem obdelamo, lahko pa seveda tudi že na samem eksperimentalnem omrežju. Tako zasnujemo eksperiment, da dejansko eksperiment poteka brez naše interakcije. Se pravi, če gledamo zdaj s stališča prej omenjenega kognitivnega radia, potem skušamo zaznati recimo oddajanje nekega vozlišča. In če vidimo, da nekdo že uporablja določen kanal, določeno frekvenco, vemo, da mi tam ne smemo dajati, da ne bi prišlo do motenj. Zaradi tega se potem recimo lahko tak terminal z ustreznim algoritmom, se pravi, v tem primeru bi bil algoritem, testiranje takega algoritma del tega eksperimenta, bi moral ta algoritem nekako zagotoviti, da se ta dotični oddajnik prestavi na drug kanal, ki je v tistem trenutku prost.